Rada bi se dotaknila še teme zdravja. Naša telesa so izjemna tehnologija, dragi moji. Vsak organ v tvojem telesu točno ve, kaj ima za delati. Vsaka celica v tvojem telesu točno ve, kaj je njena naloga. Brez da ti razmišljaš, ti mežikneš in se s tem, ko pomežikneš, tvoja veka vlaži. Brez da bi ti razmišljal, tvoja pljuča dihajo. Brez da bi ti razmišljal, se dogaja prenos krvi po telesu. Brez da bi ti razmišljal, se celice gradijo in stare umirajo. Brez da bi ti razmišljal, ti možgani absorbirajo informacije in pošiljajo po telesu to, da si zdaj dvignil roko. Brez da bi ti razmišljal, se dogaja cel sklop procesov. Kakšen je tvoj odnos do telesa? A si v nezadovoljstvu, ker še nisi zdrav? A si v kritiki, ker imaš 3 kg preveč? A si nezadovoljen, ker imaš akne? A ti gre na živce zato, ker imaš kodraste lase, želela bi imeti ravne? A ti gre na živce zaradi tega, ker nimaš dovolj močnih mišic? Kaj ti gre na živce? Imaš slab vid? Kaj ti gre na živce? Kaj na svojem telesu ne vidiš kot čudež, kateri tvoje telo je? Ko si v žrtvi, ti verjameš, da je s tabo nekaj narobe, da je s tvojim telesom nekaj narobe, zato ker tvoje telo ni v tvoji časovnici. Jaz sem ravno prejšnji teden ugotovila, da čist pred vsako menstruacijo sem v stresu, kdaj bo prišla, pa bo že prišla, a ni prišla, kaj bo ali nekaj. In sem ugotovila, da za eno tako stvar, ki je res največji dar ženske, sem jaz stalno v malem mini stresu. Zakaj? Naj pride, ko pride. Pusti jo, Tjaša, naj pride, ko pride. In spet, telo ni po naši časovnici. Aha, a si zlomil nogo? Ok, a tvoje telo se ne zdravi tako hitro, ker je tvoja časovnica to naredila? Aha, katera časovnica je to naredila? A tista, ki razume proces telesa, a tista, ki gre na živce, ker ne more zdaj v službo hoditi? Katera časovnica je to naredila? A lahko vidiš? Tvoje telo je najbolj razvita tehnologija, ki ti jo je dano upravljati na tem planetu Zemlja. Na drugih planetih nimamo tega telesa. Torej, razlog, zakaj smo bolni, od mini bolezni do večjih bolezni. Poslušajmo. Ko ti v življenju deluješ proti sebi, ko si v odnosih, ki s tabo niso skladni, ko hodiš v službo vsak dan, ki s tabo ni skladna, ko se obnašaš v svojem življenju na način, ki ruši tvojo dušo, ko ne poslušaš svojih najbolj notranjih dušnih hrepenenj, ko deluješ proti sebi, bo telo reklo stop. Telo ne zboli zato, ker si dobil virus. Ja, lahko je vzrok fizičen virus, ampak zakaj si bil sploh dojemljiv, da je tvoje telo sprejelo virus? Ker nisi imel močne notranje svetlobe. Torej, tvoje življenje, kako ga živiš, izbire, ki jih delaš, niso skladne s tabo, draga duša. Telo ima nizko celično svetlobo in sistem je zrušen. In potem misliš, rabim drug prehranski dodatek, rabim drugačno terapijo, rabim drugo kremo, rabim drugo zdravilo, rabim to, kar so te našopali povsod okrog, da to rabiš. Katera je ena največjih kolaboracij, ki kreira bolezni. Farmacija, dragi moji, farmacija. Ok? Ja, se pravi, imamo milijon zdravil za milijon bolezni. Pa vse te bolezni
kreiramo mi, zato ker imamo nizkocelično svetlobo, zato ker se ne soočimo v odnosih, v katerih ne želimo biti, ker živimo v okoljih, ki nas ne podpirajo, ker imamo odnos do ljudi tak, da nas ruši, ker smo stalno v tem, da smo v 3D, da smo v žrtvi. Ne glede na to, a je rak, a je multipla skleroza, a je alergija na pršice, a je prehlad, a je, ne vem, slepota. Vse fizične manifestacije nevitalnosti tvojega telesa so posledica tega, da živiš v izbirah, ki gredo proti tvoji duši, ne z njo. Zdaj se pa dol used, pa kot vodja svojega življenja se ustavi in se vprašaj, brutalno, iskreno, brez cenzure, kje v življenju ne delujem v največji ljubezni do sebe. Kje v življenju sebe konstantno ne izbiram. Zakaj za vraga mi je normalno, da hodim v službo, kjer nisem srečen? Katero zgodbo moram prerastati? Zakaj mi je to, da obstajam v odnosu, ki mi je na pol redu, dovolj dober za to mojo utelesitev v tem življenju in sem zaradi tega pripravljen biti v bolezni? Tvoja duša sodeluje s telesom. Vedno. In če to, kar počneš, je skladno s tvojo dušo, telo ne bo šlo v rušitev. Če gre telo v rušitev, pomeni, da s telesom, ki je tehnologija bolj zavestna kot ti, ni nič narobe, ampak ti upravljaš s tem telesom na tak način, ki telo ne podpira. Koliko časa boš še čakal, da boš izbral sebe v tem življenju? Koliko časa bodo tvoji otroci bolj pomembni in zgodbica, ki si jo naredil okrog tega, bolj pomembna od tega, da ti izbereš sebe in to, kar je izraz tvoje ljubezni do tebe? Zakaj izbiraš biti v 3D, v preživetveni energiji? In če si se znajdu tam, meditirati. Dej se v višjo frekvenco, dej se v počasnejše možgane, dej se v parasimpatično živčevje, dej se s tem v bolj visoko vibrirajoča čustva in se boš opogumil, in se boš opolnomočil, in se boš dal v ljubezen, in se boš dal v hvaležnost in kar naenkrat boš lahko naredil ta korak. Ni nemogoče. Čisto vsaka kreacija, ki jo doživljaš, je tvoja. In ko si v vodji, ko si v zavestnem kreiranju življenja, si rečeš, veš kaj, moje življenje je. Kaj bom jaz s tem naredil, je moje. In nehaš postavljati vseh ostalih ljudi pred sebe. Veš kaj, oni rabijo tebe takšnega. Otroci rabijo videti mami, ki izbere se opolnomočiti. In očeta, ki izbere ljubezen do sebe preko ugajanja družbenim normam. In ja, poglejmo še v čakre. Poglej, s katerim delom telesa imaš težavo. Pej pogledati, s katerim delom telesa imaš težavo. Katera čakra je zraven? S čim je ta del telesa povezan? A imaš stalna vaginalna vnetja, stalno vnetje mehurja, stalno težave z rodili? Ok, druga čakra, kako je tvoja spolnost, kako je tvoja prebojenost, kako je tvoja orgazmičnost, kaj se dogaja v tvojih odnosih, najbolj intimnem partnerskem odnosu, kako so kaj tvoje meje? Ne, poglej, prepoznej, kjer del telesa, imaš težave s ščitnico, ok, kaj se dogaja s tvojo peto čakro?
kako je tvoje izražanje, a si upaš izraziti, a postaviš meje tam, kjer je treba, a izraziš svojo jasnost, a živiš svoj izraz duše v svetu, a se še kar nazaj držiš čisto zataknjenega v družinski karmi. Opazi, da je tvoje telo informacijski sistem. Informacijski sistem, ki tebi pove, kje si pozabil nase. Kje ne izbiraš poskrbeti zase. In tvoje telo je tehnologija. In ti kar pričakuješ, da te bo zapustilo. Ti kar pričakuješ, da bo šibko. Ti kar pričakuješ to. Zakaj? Zato, ker si v preteklosti imel take izkušnje. V sedanjosti živiš. Pričakuj od telesa njegov maksimum. Pričakuj od telesa njegovo sposobnost.